lepo pozdravljeni na dogodku cikla Na robu sodobnosti. Lepo vas pozdravljam, vse navzoče, vse poslušalce, vse, ki boste mogoče na koncu imeli tudi vprašanja. Danes je z nami gospod Ivan Smilenič, ki je zaposlen na Inštitutu za novejšo zgodovino in nam bo danes predstavil dogodke v okviru Černobila 1986, ampak predvsem pogled iz Jugoslavije. Jaz ne bom zgubljal besed, mislim, da bo danes naš govornik bil zelo izčrpen, bo povedal tudi veliko zanimivih stvari, tako da v bistvu besedo prepušča kar njemu. Hvala. Hvala lepa, Dejan. Se kar pa lotimo zadeve. Torej, Černobil je nekaj, kar poznamo vsi, kateri ste tudi še izkusil, se ga spomnite. Jaz bom poskusil to na nek zgodovinski način predstaviti osnovne zadeve in kaj se dogaja v Sovjetski zvezi in kaj se dogaja v Jugoslaviji. In potem bom tudi, da se razvije kakšna debata, da boste še kakšne svoje spomine in dodatke prispevali v tej temi. Torej, pojem, okoli katerega se bomo danes vrteli, je radioaktivnost. To je, zdaj, jaz nisem ne fizik, ne kemik, tako da ne bi kakšni boljši poznavalci oprostijo za te popreproščene, nepopolne razlage. Radioaktivnost torej nekako lahko rekli je lastnost nestabilnih atomskih jeder, zaradi katerih spontano razpadajo in se preoblikujejo, transformirajo ob spremljavi sevanja oziroma sproščanja energije. Ta fenomen je odkril že konec 19. stoletja Henri Becquerel. Marie Curie je to raziskovala naprej. Vse te škodljive posledice sevanja pa takrat še niso bile dobro razumljene in znane. In Marie Curie, kot vemo, je tudi umrla za posledicami dolgotrajnega izpostavljanja sevanja. In ta razvoj je potem šel naprej konec 30. let, ko so odkrili še fisijo. To je še en fizikalni postopek, kjer se v bombardiranju atoma urana pride do njegove cepitve na atome drugih elementov periodnega sistema, pri čemer se sprošča orjaška količina energije, kar je več kot so kadarkoli do takrat videli v jedrskih reakcijah. In to novo vedenje je bilo seveda hitro uporabljeno že v drugi svetovni vojni. Je temelj za projekt Manhattan v Ameriki in katerih posledica je seveda atomska bomba. Tako da praktično, mogoče se ne zavedamo tega, ampak od odkritja fisije pa do Hirošime in Nagasakija je vsega skupaj 7 let samo minilo, tako je hitro šel naprej ta razvoj. In seveda po drugi svetovni vojni je ta moč atomskih bomb je močno definirala ozračje, ker so si države ustvarjale svoje arsenale, to povzročalo, seveda je definiralo dobro, povzročilo neko paniko, nelagodje nad to novo odkrito energijo silnih dimenzij, ki pa se lahko uporabi tudi na tak način. Istočasno pa seveda so pa našli tudi druge namene uporabe te energije in tukaj so seveda jedrske elektrarne bistvenega pomena. Spet, zelo preprosto povedano, ta elektrarna temelji na nuklearnem reaktorju, ki producira toploto. Ta toplota pa poganja turbino, ki je povezana z generatorjem, iz tega pa nastane končni produkt, ki je elektrika seveda. Prva, sicer še manjša nuklearna elektrarna, je bila odprta leta 1948 v Tennesseeju v Ameriki. In tam do sredine 80. let pa jih je delovalo že skoraj 350 po celem svetu in so proizvedli približno 13% svetovne energije. In tudi Jugoslavija se je želela vključiti v atomsko dobo. In tako, da so že kmalu po drugi svetovni vojni začeli razmišljati v to smer, tukaj je treba predvsem omeniti Pavla Saviča, tukaj na levi fotografiji, znani srpski nuklearni fizik, ki se med drugim učil tudi v
Parizu, je bil sodelavec od Irene Joliot-Curie, torej hčerke od Marie Curie. In on je seveda s pomočjo sodelavcev je začel vzpostavljati jugoslovanske raziskave tega polja in prvi rezultat je bilo odprtje inštituta v Vinči blizu Beograda, ki se ga pozneje poimenoval po Borisu Pitriču. Pozneje pa, da bi še razširili raziskave in da bi bile republike enakovredno zastopane, pa so odprli še najprej inštitut Ruđer Bošković v Zagrebu in na koncu pa še v Ljubljani seveda inštitut Jožef Stefan. Pri Jožefu Stefanu je pomembno sodeloval fizik, katerega kip je na drugi fotografiji Anton Peterlin. Seveda še danes so zelo živahne debate o tem, ali je vsa ta nenakna aktivnost imela za cilj samo mirnodobno izkoriščanje jedrske energije, ali pa je bilo tukaj še kaj dodatnega zadaj, torej veliko špekulacij lahko preberete na internetu o jugoslovanski atomski bombi in poskusih in vseh teh zadevah. Tukaj je zdaj veliko špekulacij, zdaj ena nova knjiga, ki je o tem išla, je ta Titova atomska bomba Marka Milkoviča, ki je pa raziskoval na podlagi dostopnih arhivov in dokumentacije vse te zadeve in je tak kratek rezime zadeve je, da so bili neki poskusi v to smeri, da je ni pa očitno bilo nikoli zares realizirano. Kakršenkoli je bil že pravi razlog za te jugoslovanske jedrske ambicije, je konec 50-ih let prišlo do prvih resnih poskusov iskanja uranove rude po državi, ki je seveda temeljnega pomena za poganjanje nuklearnih elektrarn. In prekretali so številna področja v Jugoslaviji, na koncu se je izkazalo kot najboljše Žirovski vrh v občini Žiri, ki so bili odkrili leta 1960. Tu so našli 12 milijonov ton uranove rude, iz katerih je lahko nastalo 16 000 ton uranovega koncentrata, ki je zaradi svojega izgleda znan tudi kot rumena pogačanja, to je taka surovina za gorivo jedrskih elektrarn. No in ta rudnik je bil formalno ustanovljen leta 1976, čez nekaj let so začeli izkopavanje in v celotnem obdobju delovanja so izkopali približno 60 km rovov in pridobili približno 450 ton koncentrata. No, v 70-ih letih potem Slovenija dobi še osrednji dosežek celotnih povojnih jugoslovanskih nuklearnih raziskav, ki je seveda nuklearna elektrarna v Krškem. Prve raziskave glede možnosti njene postavitve so bile v drugi polovici 60-ih let. Potem so se odločili za Krško polje, da bi bila ta pridobljena elektrika dostopna tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. In temeljni kamen je decembra 1974 položil predsednik Josip Broz Tito, ki je takrat izjavil, da je vesel, da je prisostoval zgodovinskemu trenutku, ker se je zdaj pričela atomska doba jugoslovanskega razvoja. Elektrarno so zagnali šele po njegovi smrti leta 1981 in to je bila edina jedrska elektrarna v Jugoslaviji, pa tudi prva v katerikoli socialistični državi, ki je bila zgrajena po zahodnem tipu. Torej, ta tip reaktorja, ki ga uporablja Krška elektrarna, je znana kot pressurized water reactor oziroma tlačno-vodni reaktor, ker uporablja navalno vodo kot hladilno sredstvo, ta voda pa seveda pride iz Save, tikop elektrarne. Poleg tega v Sloveniji obstaja še en reaktorski center, to poznate, Božgorica, tukaj nedaleč od Ljubljane, ki deluje od sredine 60-ih let v okviru inštituta Jožef Stefan in njegova moč je sicer majhna, služi to predvsem za izobraževanje in raziskovanje, ne pa za pridobivanje energije. No, torej, približno v času, ko so v Krškem pripravljali teren za novo elektrarno, pa so dobrih 100 km severno od Kijeva in okoli 10 km od meje med Ukrajinsko in Belorusko Sovjetsko republiko brez nekega posebnega pompa začeli graditi
jedrsko elektrarno, ki pa je seveda 14 let pozneje poznal cel svet. Poimenoval so jo po mestu, ki je ležalo 15 km jugovzhodno od kraja elektrarne, torej Černobilska nuklearna elektrarna, pri čemer ime Černobil pomeni črni pelin. Je pa formalno nosila ime po Leninu in tudi njegov spomenik so seveda postavili pred glavnim kotlom elektrarno. Prvi reaktor so odprli leta 1977, četrtega, ki se je potem zgodila nesreča pa leta 1983. Začeli so sicer graditi še 5. in 6. reaktor, ki pa iz očitnih razlogov niso bila dokončana in prav tako ne načrt, da bi do leta 2010 zgradili skupno 12 reaktorjev. Nedaleč od elektrarne so zgradili tudi naselje Pripjat. Tam so se naselili delavci jedrske elektrarne skupaj z družinami in to je bilo precej veliko mesto. Slabi 50.000 prebivalcev, ki so bili iz 27 različnih narodnosti in je pa bilo to eno izmed sovjetskih mest z najmlajšim prebivalstvom. In tudi standard je bil razmeroma visok zaradi izobražene delovne sile, tako da je bilo v njem stanovati v tem času dokaj prestižno. Černobilska elektrarna je bila tretja sovjetska elektrarna, ki so zgradili, ki je bila tipa tako imenovanega RBMK, torej v ruščini oziroma v prevodu to pomeni kanalni reaktor velike moči. To je bil tip reaktorja, ki je bil sovjetska posebnost, samo v Sovjetski zvezi so gradili jedrske elektrarne na ta način v Leningradu, Kursku, Smolensku, Ignalini in v Černobilu. Zdaj, prednost takega načina gradnje je bila uporaba cenejšega goriva, je pa seveda to povzročilo številne pomanjkljivosti, ki so se izkazale seveda za katastrofalne. In tudi na Zahodu so se že v 40. in 50. seznanili s to obliko reaktorja, ampak so jo vlade kot neserijsko zavrnile kot inherentno nevarno oblikovana načrt, ki ga pač niso zgradili nekaj drugje. Tak kratek poskus, kako je zdaj deloval reaktor RBMK. Torej, kot rečeno, je gorivo v reaktorju običajno uranov oksid in v njem se nahajata dva uranova izotopa. Uran 235, ki pa gre samo do približno 3% v gorivu, in pa uran 238. Zdaj, jedro urana 235 med cepitvijo absorbira prosti neutron, potem se jedro urana razcepi na dve manjši jedri, pri čemer pa se sprosti veliko energije in 2 ali 3 novi neutroni in tako ta krog steče znova in znova, pri čemer se sprošča veliko energije. Zdaj, število teh prostih neutronov mora biti omejeno. Torej, mora biti reakcija nadzorovana in v ravnovesju in da bi se ti odvečni neutroni absorbirali, se uporablja več metod. In tu nastopi ta preomenjeni uran 238, ki se ne cepi, potem je tukaj še ksenon, ki je v gorivu, in pa regulacijske palice, ki so izdelane iz absorbnih materialov, predvsem iz bora. Skratka, če je preveč prostih neutronov v reaktorju, se zgodi verižna reakcija in to število se izredno hitro viša in sledi katastrofa. In to je tudi tak kratek laičen povzetek, kaj se je zgodilo pravzaprav v Černobilu. Ves čas je torej namen delovanja jedrske elektrarne, da se upočasnjujejo ti odcepljeni neutroni. In v RBMK reaktorju je bilo gorivo spravljeno v takih posebnih ceveh, skozi katere stalno teče voda in ga hladi, kar je še eno od ukrepov, da se to obvladuje. Pod normalnimi pogoji pa uran 238 absorbira več neutronov, kot se zmanjša absorpcija v vodi, zato se lahko reakcija vrne v normalne pogoje, ampak če pa reaktor deluje pri nizki moči, pa se zgodi ravno obratno, kar je pač uničujoče.
Skratka, povzetek vsega tega je, da kombinacija pomanjkljive zasnove reaktorja in slabega upravljanja z reaktorjem lahko pripelje do katastrofe. Pri čemer so reaktorji, ki so jih gradili v zahodnih državah, sicer se lahko tudi zgodi nesreča, ampak vnaprej v večji meri upošteva možnost, da je upravitelj nesposoben, da se je zmotil ali kakor drugega, zato obstajajo razne varovalke, ki to preprečijo. Pri RBMK reaktorju je pa to bistveno težje. Skratka, četrti reaktor so nameravali 25. aprila 1986 postaviti, da bi ga zaradi rednega vzdrževanja in ob tem še izvesti preizkus, ali generator daje dovolj električne energije, da poganja zasilni sistem reaktorja in nujnih sistemov še nekaj časa po zaustavitvi, dokler se ne zaženejo zasilni dizelski motorji. Poskus naj bi najprej izvedli v Bursku, v tamkajšnji elektrarni, ampak je direktor to odklonil zaradi tveganja in potem so to zadevo sprejeli v Černobilu. Potem je prišlo še do tega, da so poskuse izvedli 25. aprila popoldne, ko je bilo v službi večina izkušenih inženirjev in fizikov, ampak so morali, ker je primanjkovalo električne energije na širšem področju Kijeva, to prestaviti na naslednji dan, na nočno izmeno, torej 26. aprila ob 1. zjutraj, kjer pa so videooperaterji bistveno manj izkušeni. No in ker je že 25. aprila elektrarna v pričakovanju tega testa delovala s polovično močjo, se je zaradi te nizke stopnje obratovanja zgodila še zastrupitev sredice s ksenonom, tako da je moč reaktorja padla še precej dlje pod želeno ravno. To je bilo nevarno, morali bi reaktor posebno ugasniti in počakati na naslednji dan, ampak po večini pričevanja namestnik inženirja Anatolij Djatlov vztrajal, da morajo s poskusom nadaljevati. In zato je v večini interpretacij uprizoritev Černobila prav običajno smatran za glavnega krivca pri tej nesreči. Skratka, ko so želeli nadaljevati s tem poskusom, so delavci izvlekli tako rekoč vse kontrolne palice in skušali moč reaktorja dvigniti nad 20% moči, kar je bilo nujno za izvedbo preizkusa, ampak je samo da spraviti nad 6%. In eskalacija se je zgodila ob 1:23 minut po noči. Takrat se je število prostih nevtronov nenadoma bistveno povečalo in s tem tudi nenadzorovan dvig moči. In praktično vse se je zgodilo v tej minuti. Ko so pritisnili na gumb, ki je bil namenjen takim skrajnim krizam, so nazaj istočasno ustavili vse kontrolne palice, ki ne bi nemudoma zaustavili reaktor, ampak ker so bile police teh borovih palic izdelane iz grafita, ki pa reakcijo še dodatno pospeši, je potem reakcija krenila v napačno, najslabšo možno smer. In tako da ob 1:23 minut in 58 sekund je eksplozija para v zrak vrgla ta slavni betonski pokrov reaktorja, ki tehta 450 ton in še danes stoji pod kotom 15 stopinj glede na tla. In jedro je bilo s tem odprto, zdaj to na desni na redkih fotografiji domnevno se odprtega jedra. In jedro je potem reagiralo še s kisikom iz zraka. In to je čez par sekund vodilo v drugo, še večjo eksplozijo, ki je odnesla streho reaktorja in začela tako radioaktivne delce spuščati v ozračje. Izbruhnilo je več kot 30 požarov. 5 minut po eksploziji je iz Pripjata prispela prva gasilska enota, ki je sicer pogasila požar po 7 zjutraj, ampak gasilci se seveda niso zavedali, kako usodna je bila zanje nezaščitena prisotnost na kraju nesreče, ki seveda pa človek te radiacije ne more zaznati. Zdaj ločimo 3 tipe radiacije. Alfa radiacija je šibka in
niti ne prebije kosa papirja in pride samo malo pod človeško kožo. Beta radiacija je močnejša in lahko gre tudi skozi centimeter ali dva živega tkiva, medtem ko gamma radiacija pa se giblje skoraj svetlobno hitrostjo in prebije malo do ne vsa telesa, razen debele koke betona ali svinca. In energija radiacije povzroča poškodbe, seveda. Zdaj, kakšna je količina te energije v organizmu, pa označuje prejeto dozo. Nekateri deli človeškega telesa so za poškodbe bolj dovzetni kot drugi. Torej vemo, da pljuča, ščitnica in spolni organi so posebej dojemljivi. In čeprav ves čas sprejemamo naravno radiacijo, ki pride iz vesolja in tudi same Zemlje, ker so nekatere radioaktivne rodnine. In poleg tega so pa to še vsi umetni izvori sevanja, kot rentgen, kot tipičen primer, ampak to so seveda majhne količine, ki ne povzročajo dolgotrajne ali dolgoročne škode. V Černobilu je seveda bila ta doza tako orjaška, da torej, te zgodbe poznamo, da prvi merilci so pokazali vrednost 3,6 rentgena na uro, kar je sicer nevarno, ne pa smrtno nevarno, ampak potem se je izkazalo, da ko so s bistveno močnejšimi merilci se prikazali, da pa dejanske vrednosti okoli reaktorja dosegajo 30.000 rentgenov, kar je pa bistveno slabše in tako rekoč vedno smrtno. Zdaj, če beremo uradno poročilo o nesreči, navajajo, da je zaradi akutne radiacijske bolezni, ki jo sproži tako sevanje, je umrlo 26 ljudi, torej predvsem ti omenjeni gasilci. Še 4 osebe so umrle v požaru in pod ruševinami, ena pa je utrpela srčni napad in je tudi umrla na licu mesta. No in če to seštejemo, dobimo 31 ljudi in to teh 31 ljudi vse do danes velja za uradno število žrtev, ki jih je terjal Černobil. Torej, vsi, ki so oboleli pozneje, niso bili ušteti to številko in ostajamo pri tej številki vse do danes. No, čeprav je vodstvo elektrarne v Moskvo poslalo sporočilo, da se je zgodila nesreča, so poudarili, da je šlo za nesrečo manjšega obsega in da so jo omejili. Ampak seveda je bila škoda ogromna. Razkrito jedro je približno 5 dni neprekinjeno v zrače izpuščalo sevanje, dokler ga niso uspeli skupnimi napori začasno zasuti s 5000 tonami bora, peska in ilovice. In 36 ur po nesreči so razglasili 10-kilometrsko izolirno cono okoli reaktorja, kar je pomenilo tudi izselitev vseh prebivalcev Pripjata. In evakuacija je po hitrem postopku izpraznila mesto, in čeprav so ljudem zagotavljali, da se bodo lahko malo vrnili in da ne vzame samo osnovne potrebščine, je začasna rešitev, kot vemo, postala trajna in Pripjat je še danes mesto duhov. Sovjetska zveza vseeno ni javno naznanila, da se je zgodila huda nesreča, ki bi lahko ogrozila tudi tuje državljane. Zjutraj 28. aprila so merilniki zaznali povečanje radioaktivnosti v nuklearki Forsmark na Švedskem, ki je približno 1000 km od Černobila. Potem, ko so izločili možnost, da gre za izpust pri njih, so kontaktirali Sovjetsko zvezo in vprašali, ali se je pri njih zgodila nesreča. V Sovjetski zvezi so to najprej zanikali, potem je Švedska namignila, da bo zadevo prijavila na Mednarodno agencijo za atomsko energijo in potem so priznali, da se je res zgodila nesreča. So pa vztrajali pri tej interpretaciji, da je šlo za nesrečo manjšega obsega. Ampak ko so začeli kapljati te informacije, da so izselili 100.000 ljudi, da so prepovedali vstop tujim diplomatom v Kijev in prepovedali novinarske obiske kraja nesreče, pa je potem to sprožilo večje odjeve in tudi paniko v mednarodnem tisku. Tukaj je tak zanimiv
kontrast, torej na levi poročanje časopisja na Zahodu, ki so zelo dramatičnih barvah slikali nesrečo in njene posledice. Na desni je pa poročilo iz Vesti, torej nekaj osrednjih sovjetskih časopisov, ki pač na kratko navaja, da je šlo do nesreče in da se zadeva pač sanira, tako da je ta kontrast tudi jasno viden iz teh poročil. No, torej, v radioaktivnem oblaku, ki se je začel širiti, so identificirali 23 radioaktivnih elementov. Največji problem je predstavljal jod 131, ki se sicer zbira v ščitnici, ampak ima razpolovno dobo 8 dni. Zato je za zelo daljne kraje predstavljal hude nevarnosti. Bolj so se torej izmerjali zaradi cezija in stroncija, ki lahko povzročata raka na ščitnici, ki je pa seveda zelo težko ugotoviti, katere smrti zaradi raka v naslednjih letih in desetletjih so bila posledica Černobila, tako da ocene so zelo različne, od 0 smrti do 15.000 smrti. To radioaktivno onesnaženje se ni razširilo enakomerno na vse strani neba, ampak je bilo odvisno predvsem od padavin in vetra. In tako je ta oblak pač potoval. Najprej prišel do Finske v enem dnevu, potem Švedske, zahodne Nemčije in severne Francije, potem še do zahodne Velike Britanije in nato do Alp in Balkana, kjer je v teh dneh prevladovalo deževno vreme. In zato tudi nekateri trdijo, da je bila Jugoslavija še najbolj prizadeta od vseh balkanskih držav in da sta se zgolj Makedonija in severozahodna Slovenija izgubili severni, ki sta pač imeli po naključju v teh dneh lepo vreme. In sčasoma pa so povečano radioaktivnost izmerili tudi izven Evrope, tudi v Kanadi, v Združenih državah in na Japonskem. Zdaj, Evropa je sicer prejela precej majhne doze. Mi na leto iz naravnih virov prejmemo približno 2 milisieverta sevanja. V Evropi, kolikor so merili, so prišli do sklepa, da je približno med 0,03 in 0,05 milisieverta povišane vrednosti zaradi Černobila. Na najbolj kontaminiranih področjih pa ne bi prišli do številke 2 milisieverta. Seveda pa je zadeva povzročila paniko in zaskrbljenost po celotni Evropi. Zdaj, ukrepi so se med državami precej razlikovali. Ponekod že v pokrajinah iste države. Marsikje so svetovali, naj ljudje ne jedo sveže zelenjave, ali pa so po hitrem postopku uničili večino zalog in tudi prepovedali uvoz iz tujine. Omejili so proizvodnjo in prodajo mesa in rib. Marsikje so razdeljevali jodove tablete, ki naj bi pomagale pri zaščiti ščitnice. In čeprav so bili marsikdaj ukrepi nekoliko nejasni, tudi zmedeni, pa so dosegli svoj cilj, kar je bilo varovanje zdravja ljudi. Zdaj na Slovenskem je prvo novico o nesreči objavil Radio Ljubljana v jutranjih poročilih v torek 29. aprila in še istega dne je v tem na naslovnici na kratko poročalo Delo. V Inštitutu Jožef Stefan so opravili prve dodatne kontrolne meritve in izkazalo se je, da takrat še niso zaznali povečane radioaktivnosti. Hitro se je odpletla tudi politika na sedežu izvršnega sveta skupščine, takratne Socialistične republike Slovenije, so sklicali koordinacijski sestanek predstavnikov Komisije za jedrsko varnost, Republiškega centra za civilno zaščito, Ekološkega laboratorija z mobilno enoto, Hidrometeorološkega zavoda in drugih ustanov, kjer so postavili neke zametke za zaščitno akcijo in načrtovali nekatere bistvene ukrepe in torej se dalo stanje pripravljenosti. So pa v tem času še zagotavljali, da nekega
progresivnega onesnaženja ne pričakujejo, oziroma takrat so še optimistično zagotavljali, da je verjetnost za kontaminacijo skoraj nična. Ampak seveda to ni šlo ravno tako gladko skozi. Zdaj večina raziskovalcev pripisuje status odkritelja prve povečane stopnje radioaktivnosti v Jugoslaviji doktorici Alici Bauman, ki je vodila laboratorij za radioaktivnost biosfere pri Inštitutu za medicinske raziskave v Zagrebu. Namreč v dneh po nesreči je opazila, da radioaktivnost v rutinskih meritvah ves čas raste, kar je seveda prestrašilo. In na koncu je njena hčerka, ki je bila zaposlena na zagrebškem radiju, na lastno pest opozorila poslušalce, da se zadržujejo v zaprtih prostorih in zaprejo okna. Zdaj, posredovanje informacij takega značaja je takrat bilo v izključni domeni jugoslovanske ljudske armade, tako da so bile tudi zahteve, med drugim od Anteja Markoviča, da bi morala doktorica Bauman za to odgovarjati, oziroma celo v zapor, ampak na koncu je bil v tem zvezdne vlade objavil, da je ravnala razumno in storila to, kar je bilo treba storiti. In seveda, ko je ta novica prišla vam, je tudi v Jugoslaviji zavladala ne ravno panika, ampak precejšnje nelagodje. Seveda, tako je strmoglavila prodaja sveže zelenjave in sadja. V strahu pred kontaminacijo, recimo tam zagrebški proizvajalec zmrzene hrane, Ledo, zadnje pa Černobil bil zlata jama, ker so nemudoma prodali vse zaloge, ki so jih bili pripravljene za to leto. V Zagrebu in Sarajevu so začeli prati ulice, da bi z njih odstranili radioaktivne delce. Na Jadranu se niso preširano sekirali, ker je bilo tudi vreme v dneh po nesreči dokaj sončno. Zdravniki so začeli priporočati, naj ljudje ne uživajo sveže solate ali druge zelenjave, oziroma naj vse spirajo z vodo. Je pa to začelo že digati ljudi, ker predvsem na Primorskem, ker v sosednji Italiji pa so do nadaljnjega prepovedali uživanje vseh povrtnin in so se začeli seveda ljudje spraševati, da se nekdo očitno moti, če lahko na eni strani pa je jedel solat, na drugi pa ne. V Beogradu so solato, ki je takrat na tržnicah stala 80 dinarjev, začeli prodajati po 10 dinarjev, v Višu za 2 dinarja, ampak še vedno niso dobili kupcev. Pošla je seveda vsa zaloga mleka v Tetrapaku in tako dalje. Skratka, prve reakcije so bile kar močne. In na koncu je Černobil prišel tudi v Slovenijo. Zdaj večina pričevanj se strinja, da so povišano radioaktivnost izmerili 30. aprila na Žirovskem vrhu. Tam so že malo prej postavili ta neka avtomatska radiometrična vrata na fotografiji, ki so bila namenjena izvajanju meritev na izkopaninu in tudi stopnjo njihove radioaktivnosti in izdelali so jih na Inštitutu Jožef Stefan. In skratka, na ta dan je število impulzov, ki je v normalnih razmerah znašalo okoli 6.000, je prišlo do številke skoraj 25.000. Eno pričevanje o tem je pustil geolog in zgodovinar Alojzij Pavol Florjančič, ki je bil takrat zaposlen v tem rudniku in je napisal, kako so začeli jutro kot običajno, skalo in tako dalje. Potem je pa operater prišel z več kot metrom papirja iz tiskalnika in izpiskom tega avtomatiziranega poročila teh vrat, kar je bilo nenavadno. In ko so začeli razmišljati, kaj bi lahko povzročilo, ali je napaka v rudniku, pa so prišli s časoma do sklepa, da je najverjetneje kriv Černobil. Sicer se mi zdelo čudno,
je bila vseeno razmeroma dobro pripravljena na tak primer, sicer ni bil ravno pričakovan, ampak zahvaljujoč izkušnjam glede krške jedrske elektrarne in reaktorja v Podgorici so že obstajali neki protokoli, kako se obnašati v takem primeru. Merjenje sevanja ni že noben problem in lahko so aplicirali ta načrt ukrepov nezgode, ki so imeli že v krški elektrarni. No in potem 30. aprila začne slovenski tisk obširno poročati o zadevi in med 30. aprilom in 19. majem je torej politični vrh, Slovenski republiški in štab civilne zaščite in drugi komiteji so sprejeli vrsto preventivnih ukrepov in priporočil za civilno prebivalstvo. Osnovni cilj je bil, da se prepreči neke takojšnje učinke sevanja in zmanjšati posledice na neko sprejemljivo raven. Jasno je bilo sicer, da v Sloveniji sevanje ne more biti tako visoko, da ogroža življenje ali zdravje, niti s hrano, niti z deževnico, niti z zunanjim sevanjem, tako da so bili vsi ukrepi sprejeti predvsem z namenom omejevanja dolgoročnih posledic, predvsem rakasta obolenja in kakšne poškodbe delnega genskega materiala, tako da so bile vse aktivnosti bolj kot ne preventivne narave. Eden prvih ukrepov je bila prepoved uporabe sveže deževnice za napajanje živine, istočasno pa tudi pašnja krav mlekaric. In sicer po ocenah naj bi človek, ki bi popil liter te deževnice, prejel tolikšno dozo sevanja, kot ga je bilo sicer po priporočenih mednarodnih smernicah, kot bi ga prejel v enem letu, kar še vedno ni tako strašno, ampak pač preventivno delovanje. Glede mleka je bilo nekaj časa obvezno, da se predela mlečne izdelke. Potem so uvedli tudi pregledovanje potnikov in prtljagarjev, ki so prišli iz Sovjetske zveze. Sprejeli so razne pogoje glede uporabnosti hrane in začeli dajati tudi praktična priporočila prebivalstvu, kako se zmanjšati izpostavljenosti sevanju. Glede hrane so strokovnjaki merili ljudi, češ da ni pravega razloga za preplah pri uporabi jajc ali rib iz ribogojnic. Prav tako, kar se pa domačih živali tiče, pa so samo svetovali, da se jih pri vrnitvi v hišo, da se jim obriše tace. Svetovali so tudi nosečnicam, da naj nekaj časa ne bi uživale mleka, zelenjave in jodovih tablet, ne da bi se posvetovali z zdravnikom. In glede povrtnin pa so svetovali tudi nekaj časa čakanja in bodi si, da ljudje zamrznejo te svoje vrtnine ali pa preventivno zavržejo. No in tudi pri gobah so svetovali previdnost in da ne nekaj časa raje ne uživajo. Niso se posig pretirano vznemirjali iz tega besedila od Alojzija Pavla Florjančiča, preomenjenega iz Rudnika, je zapisal odlomek, ki me je zabaval, pa ga bom delil. Ko sem približno mesec dni po Černobilu delal geokemijske raziskave v Škofjeloškem Hribovju, sem pod poslovnikom našel na 70 čudovitih malahov. Ko sem se spraševal, jesti ali ne jesti, sem se odločil za jesti. Potem še dodatni nasveti so prišli iz Zavoda za šolstvo, ki je zdaj priporočilo, naj vrtci in šole začasno preložijo vse aktivnosti na prostem v notranjost telovadnice, če se le da. In tudi svetovali so še tuširanje, da se z vode spira radioaktiven jod, ampak ne z vročo vodo, da se slučajno ne bi upil v odprte pore, ampak skladno. In prav tako pa so slovenski trgovci v tem času precej obljubili odkupovanje pridelkov iz bolj kontaminiranih delov Jugoslavije in dobljeno blago so tudi nosili testirati na inštitutu Jožef Stefan. In vse blago, ki je na kakršenkoli način kazalo znake kontaminiranosti, so takoj odpeljali na smetišče.
Prav tako so ljudje svetovali, da pijejo več mineralne vode, ker vsebuje jod, in uživajo hrano, ki je soljena z jodirano soljo. Napisal so tudi, da ne bi pomagalo uživanje rdeče pese, ni pa bilo natančneje razloženo iz kakšnih razlogov, tako da do tega ne znam povedati. Jugoslovanske ustanove so medtem pridno izvajale meritve vsebnosti radioaktivnih izotopov v hrani, vodi, mleku, deževnici in zraku. Tudi v Sloveniji so izvajali te meritve, ves čas so zbirali vzorce. Štab za civilno zaščito je prvih 5 dni po novicah o nesreči neprekinjeno delal po 24 ur na dan. Meritve so pokazale takšno sliko. Radioaktivni jod je bil zaznaven 10 dni po nesreči, potem ne več. Zunanje sevanje je bilo največje 4. dan po nesreči, potem je začelo padati, ker so ti kratkovečni izotopi začeli že razpadati. Cezij 137, že omenjeno razpolovno dobo 30 let, se je seveda zadržal bistveno dlje v okolju, ampak ker ga rastline skoraj ne osrkavajo, so bili pridelki bolj kot ne kontaminirani. Najvišja vrednost je bila izmerjena, kot rečeno, 4. dan po nesreči, 30. aprila v rudniku urana na Želovskem vrhu, to je ta vrh tele tabele. In sicer, ker je bila ravno takrat na področju močna nevihta, ki je še dodatno spravila radioaktivne delce na površje, ampak od 1. maja pa se je začela stopnja radiacije konstantno zniževati in v nekaj dni dosegla že tako rekoč raven pred nesrečo. Skratka, to je bil zdaj povzetek številnih aktivnosti, ki so jih sprejeli politični in drugi kadri. Je pa seveda zdaj pa se bomo malce posvetiti še odzivu javnosti. In seveda nesreča je povzročila tukaj veliko zmedo in strahu pred nevidnim sovražnikom, vse prisotnim. Tukaj je bilo seveda pomembno, da večina ljudi ni imela nobenega predznanja ali razumevanja, kaj je zdaj to radioaktivnost in kakšne so to posledice. In zato je v tisku tega časa mogoče zaznati veliko ne samo strahu, ampak tudi jeze ljudi nad ustanovami, ki so razlagale, kaj se dogaja s pomočjo znanstvenih konceptov in s kompleksnim izrazoslovjem, ki je nerazumevanje pogosto samo še poglobilo in ni razjasneno dvomov in strahov javnosti. Mnogi podatki, če jih interpretira laik, so bili zastrošujoči, recimo, da joda 131 pred nesrečo ni bilo v slovenskem prostoru, potem, ko se je pojavil, pa to z matematičnega vidika pomeni, da je njegova vrednost neskončnokrat narasla, kar seveda nekega laika mimogrede prestraši. Tako da veliko je, lahko beremo tudi v lokalnih časopisih, tukaj primer Gorenjskega glasa, o teh strahovih, o pomislekih, o nerazumevanju situacije in to, kako se je zdela zadeva še nedavno tako daleč, potem, ko se je znašla na domačem pragu in ko so se začeli spraševati, kaj bo zelenjava na vrtu, kakšna bo škoda, da je prišel čas za razmislek na teh vprašanjih in tudi na splošno o ekološki zavesti med Slovenci in Jugoslovani. Številni ljudje so želeli prinašati vzorce svojih povrtnin na Inštitut Jožef Stefan in Zavod za varstvo pridelov, da bi jih tam testirali, če so radioaktivne ali ne. Ampak so jim to odsvetovali, ker ta proces poteka samo prek pooblaščenih inšpekcijskih služb in da so vse pristojne ustanove že tako več kot preobremenjene. Ljudje so bili v tem času seveda prestrašeni glede vsakega zdravstvenega problema, vsak glavobol, vsaka slabost, vsake mravljičaste noge, vsaka opeklina so imeli za posledico radiacije. In tudi glede jodovih tablet, ki so jih mnogi zahtevali, je stroka pač ocenila, da
da ni prave potrebe, kar je spet povzročalo pri nekaterih slabo voljo. In seveda ljudje so bili inovativni, so našli druge načine, da preverijo, da so kontaminirani, tako da so hodili na razne okoljske sejme, tukaj je sejem tehnika za okolje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so hodili do paviljonov, kjer so jim lahko izmerili količino joda v ščitnici in to je slučajno radioaktivno. Časopis Delo se je potrudil, da odgovori na številna vprašanja, ki so jih imeli državljani. In tako je od 6. maja odprl poseben telefon, na katerega so se lahko obračali vsi zaskrbljeni Slovenci, ki so želeli vedeti, karkoli je vpliva radiacije na Slovenijo ali pa na lastni grad. In Delo je potem ta vprašanja posredovalo pristojnim strokovnjakom na različnih inštitutih. Odziv in število klicev na ta telefon je bil izreden, sprejeli so na stotine klicev, kljub relativno kratkemu času delovanja te številke. In potem so časopis odprli posebno rubriko, kjer so objavili odgovore in pojasnila glede vprašanj, ki jih je imela zaskrbljena javnost. Če prebera par teh vprašanj. Kakšna je vrednost sevanja za kilogram solate? Ali lahko je redkice? Kakšna bi bila mednarodna pomoč, če bi do podobne nesreče prišlo v Krškem? Kje lahko kupim gajgerjev števec? Kaj naj naredim, ker me je ujel dež in sem bil brez dežnika? Kam lahko nesem preveriti deževnico? Ali se sme sušiti perilo na prostem? Ali grem lahko v soboto na Kredarico? Kaj bo z letošnjo vinsko letino? Moj otrok se je v soboto igral zunaj in ga zdaj boli glava, ali je to zaradi radiacije. Ali je moj otrok v nevarnosti, ker hodi na tečaj plavanja v odprtem bazenu. Uporabljamo ruski plin za kuhanje, ali je kontaminiran. En je pa vprašal, na področju enote, v kateri govorijo strokovnjaki in novinarji, vlada zmešnjava, kako je s tem. In to pa drži, da bo potem stroka priznala, da so nekoordinirano med sabo uporabljali različne enote, tudi nekatere povsem zastarele, kar je seveda vnašalo dodatno nepotrebno zmedo. In seveda, Delo in drugi časopisi so bili polni zagotovili iz Krškega, da v okolici elektrarne redno izvajajo meritve in da radiacija ne presega meja dovoljenega in pa da opekline družinskega člana, o katerih so govorili bralci, niso posledica sevanja, ampak sonca. Včasih pa so jih verjetno tudi dodatno prestrašili. V enem od teh rubrik vprašanja enega bralca, ki je bil na izletu v Avstriji na Češko-Slovaškem in vprašal, kako je bilo s tem, pa so mu rekli, da je bila tam radiacija nekoliko večja kot pri nas, s tem, da ga niso pomirili. So pa v Sloveniji, podobno kot v Kijevu, niso prepovedali praznovanja 1. maja na prostem, tako da so še vedno bile tukaj proslavne procesije. In to je ponovno potem povzročilo kritike oblasti, da čeprav so vedeli oblastniki, da obstaja ta nevarnost, da niso posegali v to. Pristojni pa so dogovarjali, da so bili takratni podatki o kontaminaciji pod dopustno mejo, zato pač z takega ukaza niso izdali. Torej 6. maja je Delo pisalo, da se življenje v državi nekoliko umirja, da radioaktivnost pada, tako v Beogradu, kot v Zagrebu in v Ljubljani. Še vedno pa so ukrepi veljali še nekaj časa. Za Ljubljano so zagotavljali v raznih uradih, da je odlično preskrbljena z neoporečnimi živili, ampak tako kot v Srbiji so tudi v Ljubljani je tržnica samevala. Preventivno so tudi uvažali marsikatero sadne zelenjavo iz Dalmacije, ki tako rekoč ni bila kontaminirana, ampak je pač Ljubljančani so ostali skeptični, tako da je tržnica samevala. V Mariboru so bili bolj zadovoljni, torej kot rečeno, tam je bilo teh precej sončno vreme, tako da je bila kontaminacija najnižja v celi Sloveniji. Medtem ko v Novem mestu pa so morali biti bolj previdni, ker v tamkajšnjih naseljih v glavnem še niso imeli vodovoda in so bili odvisni od deževnice, tako da so morali predvsem tja privaditi številne cisterne za nekontaminirano vodo.
postalo seveda bolj zaželjeno tisto iz kokošje v hlevski reji. Svoje pridelke so nenadoma začeli bistveno lažje prodajati kmetje, ki so prisegali, da njihov prostor za rejo kokoši nima niti oken. Skratka, situacija se je počasi stabilizirala, vračala nazaj v stare tire. En pretres je povzročila še takratna Evropska gospodarska skupnost, predsednica Evropske unije, ki je 7. maja prepovedala ves uvoz svežega mesa in klavne živine iz vzhodnega bloka, potem pa še razširila na sade, zelenjavo in vso drugo hrano. Jugoslavija je torej vse precej glasno postavila zase in se uprla, da bo to bistveno siromašilo gospodarstvo, potem po pritisku so 1. junija vendarle odpravili to prepoved in je spet stekla trgovina kot običajno. Zdaj, na tapeti sta bila predvsem elektrarna v Krškem in pa Žirovski vrt. Torej, ljudje so postali senzibilizirani na to vprašanje sevanja elektrarne energije in oba sta bila taka priročna krivica, torej, da tudi sama povzročata številne probleme in onesnažujeta okolico. In seveda, tako iz Krškega kot iz Žirovskega vrha so strokovnjaki ves čas sporočali, da delajo meritve, da ni nikakršnega ograjanja, nobene zaznavne škode okolja, oziroma v Krškem so imeli ta dodatni problem, da je bila okolica elektrarne bolj kontaminirana kot notranjost, tako da so se alarmi sprožili, ko so ljudje stopili iz službe ven na prostom. No in tudi Žirovski vrh je v teh dneh, da bi pomiril razmere, je obiskal predsednik izvršnega sveta Socialistične republike Slovenije Dušan Šinigoj in je povedal, da se zaveda pomembnosti varovanja okolja in pomiril, da ne prihaja do nikakršnega onesnaževanja tudi v Žirovskem vrhu. Ampak škoda je bila storjena, to nezaupanje je ostalo in se ni več zmanjšalo. Razne govorice so se širile, tudi to, da ne bi Zagrebški inštitut Ruđer Bošković sodeloval pri izgradnji Černobila in potem tudi Jugoslavija so odgovarjali za to, kar so seveda v Zagrebu takoj zanikali. Potem pa še teorije, da so tudi hrvaško podjetje Đuro Đaković in Bosanski Energo Invest naj bi elektrarni dobavila del opreme, ki je tudi odpovedala med nesrečo, kar so sicer seveda tudi takoj zanikali, ampak je pač stigma je ostala v javnosti. Potem je prišlo še do enega nenavadnega incidenta, namreč RAI, italijanska televizija, je tam sredi maja objavila v večernih poročilih posnetke Černobila, tako so rekli, ki naj bi jih posnel neki jugoslovanski turist. In so pa takoj po objavi posnetka so zasudi RAI klici Tržačanov, ki so prepoznali v teh posnetkih novo mestno bolnico in tržaško industrijsko cono. Radioaktivni oblak je igral dim iz dimnika tržaške cementarne. In potem se je izkazalo, da je ta film odkupila in prva vrtela ameriška televizijska mreža ABC in naj bi ga kupila za zelo visoko vsoto. Potem pa se je izkazalo, da je ta domnevni turist, v bistvu en 24-letni fant s francoskim potnim listom, ki je stanoval v nekem tržaškem hotelu in veliko telefoniral in spraševal hotelske delavce, ki v Trstu se nahaja kakšna tovarna, iz katere se veliko kadi. Skratka, veliko dezinformacij, ki so lahko prišle tudi na državne televizije in državne organe. Na samem Černobilu so se še naprej borili, da omenijo razsežnosti nesreče, tako da te zgodbe poznamo, če ne od drugot iz te popularne serije pred nekaj leti. Trije delavci, ki so šli v klet elektrarne izpustiti vodo iz rezervoarjev, pa
rudarji, ki so s kopanjem rovov prišli do žarečega jedra, da bi ga odhodili. To so znane zadeve, tako da tukaj ne bi izgubilo časa s tem. In šele 14. maja se je v zvezi z nesrečo prvič oglasil Gorbačov, ki je pohvalil delo vseh udeležencev pri sanaciji nesreče in pa posebej specificiral še vedno obsega nesreče. No in govoril je seveda o teh tako imenovanih likvidatorjih, približno 600.000 oseb, ki so sodelovali pri raznih tveganih projektih v zvezi s sanacijo elektrarne, med katerimi je verjetno najbolj znano to metanje grafitnih palic s strehe sosednjega reaktorja, kamor so padli v eksploziji, nazaj v odprto jedro, da bi zamenili nadaljevanje reakcije. Ampak zaradi orjaške količine sevanja tik nad jedrom so imeli ti ljudje kvečjemu minuto, da so čez rok pometali čim več kosov in potem tekli nazaj v izolacijo. Pri delu so si pomagali tudi z raznimi samovozečimi vozili, ki so jih sicer razvili za vesoljski program, ampak je vseeno bilo sevanje tako veliko, da je tudi večino teh aparatov se je hitro stvrlo njihovo vizijo. No, do konca maja 1986 je napetost vendarle popustila in ljudje niso bili več tako razburjeni. Izdelane so bile ocene zdravstvenih posledic za Slovence in domnevno je zaradi Černobila povprečen Slovenec prejel dozo, ki jo iz narave prejme v nekaj mesecih, oziroma približno tretjini leta. Tako da so strokovnjaki ocenili, da na dolgi rok ne bi bile opazne skoraj nikakršne posledice. Je pa seveda tukaj izpad iz gospodarstva in gospodarstva škoda, ki so takrat merili približno 2 milijona dinarjev. Komisija skupščine Jugoslavije je za varstvo okolja v analizi uspešnosti opravljenega dela opozorila, da je bila država pomanjkljivo pripravljena na nesrečo glede organizacije in pomanjkanja opreme in strokovnjakov. Stroka je pa ocenila, da je manjkal predvsem sistematičen odvzem vzorcev po vsej državi in da bi morali biti bolje opremljeni z merilnimi aparati. So pa torej nekaj dni po nesreči so šli znanstveniki z Inštituta Joža Stefana na ljubljansko tržnico kupiti razne povrtnine in pri vseh so ugotovili manj kot 5 bekerelov sevanja na kilogram, kar je bistveno pod dopustno vrednostjo 600 bekerelov, tako da do takrat se je zgodba nepolno zaključila. Je pa seveda ostal ta strah in nenaklonjenost do nasprotovanja jedrske energije na splošno. Torej, Černobil je bil taka Pandorina skrinjica, ki je zagnala v bistvu na novo senzibilnost, ne samo Jugoslovanov, ampak tudi Jugoslovanov, glede uporabe jedrske energije. Tako da primerjava anket pred in po Černobilu glede vprašanja podpore jedrski energiji in temu, ali je varno ali ni, pokaže zelo velike kontraste. Če je prej približno polovica, recimo Jugoslovanov, verjela, da je zadeva dokaj varna in da je to energija, ki se splača še naprej izkoriščati, je ta procent strmoglavil na enomestno številko po Černobilu. Dobila je veliko podporo ideja, da se razpiše referendum, ki bi preveril javno mnenje o nadaljnji gradnji nuklearke in tudi obratovanju že postavljenih. In tako v Jugoslaviji, kot tudi drugod po Evropi so organizirali številne demonstracije proti kakršnikoli uporabi jedrske energije in očitali državnim vodstvom, da so obnašali, da se ni nič zgodilo in da izven javne razprave še naprej načrtujejo izgradnjo novih jedrskih elektrarn. In zadeve so se potem ponavljali skozi drugo polovico 80-ih let.
tudi pred slovenskim parlamentom, oziroma takratno skupščino, so take demonstracije potekale, predvsem ob obletnicah nesreče in marsikaj pa tudi seveda drugod po Evropi in tudi v sami Sovjetski zvezi so take demonstracije potekale. Predvsem zato, ker v Sovjetski zvezi pa so bili še vedno neomajno odločni, da bodo gradili nove jedrske elektrarne. Bile so seveda v Sloveniji tudi predlogi, da se ustavi jedrska elektrarna v Krškem in stroka je tukaj odgovarjala, da elektrarna sodi v četrtino najbolj varnih elektrarn na svetu in da njeno delovanje nadzira več služb, več čas. Tako da so tudi napisali v odzivu nekoliko ostreje, da še niso slišali argumentov, ki bi temeljili na rezultatih meritev kakšne kvalificirane institucije, zato je treba narediti konec pavšalnemu kritiziranju in ustvarjanju občutka nevarnosti. In tudi Pavle Savič, na začetku omenjeni fizik, ki je umrl leta 1994, je zatrdil, da ta nesreča ne bi smela omejevati nadaljnje gradnje varnih seveda nuklearnih. Je pa vseeno bil pritisk javnosti tako velik, da je zadeva prišla tudi do predsedstva SFRJ in je zaradi pritiskov javnosti je začela skupščina razpravljati o moratoriju na sklep, da se v Jugoslaviji gradijo nove jedrske elektrarne in dejansko je potem junija 1989 je bil sprejet zakon o prepovedi izgradnje nuklearnih elektrarn v SFRJ, ki je kot razloge za to odločitev navajal ekološke, ekonomske, socialne, psihološke in politične in druge razloge. Tako da tik preden je bil konec same države, se je končal tudi njen nuklearni program. Zdaj, da zaključimo zgodbo v samem Černobilu, torej med majem in oktobrom leta 1986 so okoli reaktorja za namen zadrževanja radioaktivnosti zgradili ta slavni sarkofag, ki so ga pred nekaj leti še dogradili in popravili. Julija 1987 se je pričelo sojenje 6 vodilnim funkcionarjem elektrarne v tegle sodišču, prav v mestu Černobil. In 3 osrednji obtoženci, direktor elektrarne, glavni inženir in ta omenjeni Anatolij Djatlov so bili po 3-tedenskem sodnem procesu obsojeni na 10 let zapora, ker je bila takrat najvišja kazen po zakonu Ukrajinske socialistične republike. No, je pa torej na Slovenskem sicer Krškega ni mogoče Černobil pokopati, je pa na dolgi rok prispelo k zaprtju rudnika v Žirovskem vrhu. Namreč zaradi protijadrskega gibanja in manjših potreb po uranovi rudi in padca cen urana so se konec 80-ih let za rudnik začeli težki časi. Mnogi so ga kritizirali, če da prispeva k slabemu zdravju krških prebivalcev in jeseni 1993 se je začelo govoriti še o ustanovitvi deponije za radioaktivne odpadke v bližini, kar je povzročilo revolt med lokalno javnostjo, ki je pisala protestna pisma in zato je pač lokalne skupnosti se ne dalo prepričati, da zadeva ni nevarno za javnost, ampak zaradi tudi gospodarskih okoliščin se je zadeva zaključila v 90-ih letih in dokončno so ta rudnik zaprli leta 2008. Tako, to je zdaj nekako to. Skratka, poskusil sem predstaviti v glavnih potezah, kaj se dogajalo tam, kakšne so bile reakcije, kakšne so bili odzivi ljudi. No in nekako se mi zdi, da neke odmeve tega dogajanja smo lahko po moje spremljali med nedavno koronsko COVID krizo. Med raziskovanjem se mi je zdelo, da so tukaj neke paralele, tako da mogoče da zaključimo s tem slavnim citatom od Marka Twaina, da zgodovina se sicer ne ponavlja, se pa pogosto rima. Hvala lepa za pozornost. Če imate še kakšno vprašanje ali
če bom odprl debato, sem z veseljem